En lep pozdrav vsem skupaj, sem Mojca in danes smo seveda pri številki 4, na kaj paziti pri nakupu nepremičnine. Torej, ko se odločate kot kupci, da boste seveda poiskali svoj nov dom. Pri številki 1 smo se dotaknili seveda enega seznama, da vidimo, kaj točno želimo in kaj potrebujemo. Številka 2 finančna konstrukcija, številka 3 pravno stanje in potem seveda številka 4, seveda ko se že skoraj odločite, da boste eno nepremičnino kupili, so seveda stroški. Tukaj tudi dostikrat kupci pozabijo, da bi preverili stroške, ki se tičejo same nepremičnine, recimo obratovalne stroške. Zato vas jaz pozivam, da dajte preveriti, naj vam lastniki dajo recimo položnice za zadnjih 12 mesecev, ker dostikrat se zgodi, da recimo kupujejo nepremičnino poleti, pa jim seveda pokažejo lastniki za zadnje 3 mesece položnice, kjer seveda niso vključeni stroški ogrevanja, ki so seveda po zimi dosti višji. Tako da dajte preveriti recimo tudi za 3 mesece po zimi, kakšni so bili ti stroški ogrevanja. Pa da ne pozabim še, recimo, če kupujete v večstanovanjski hiši, seveda kakšno je stanje rezervnega sklada. Recimo, da je potrebno narediti novo fasado, pa je rezervni sklad prazen, kar seveda pomeni, da bo potrebno vzeti en kredit in ta strošek vas lahko pride 50 evrov recimo mesečno naslednjih 10 let. Na enem bloku sem imela celo tudi 100 evrov mesečno za dobo 5 let. Tako da res te zadeve preverite. Najboljše, da tudi kar upravnika pokličete in preverite, kakšni so investicijski stroški na določeni nepremičnini predvideni. Ponavadi že imajo neke sklepe ali pa neke plane naprej narejene. Teda pazite seveda na stroške.